Dobar dan vsem. Rešimo zdaj to trigonometrično neenačbo druge stopnje. Minus 2 sinus na drugo x plus kosinus x plus 1 večji ali enak nič. Zato prej rešimo prirejeno enačbo, torej ko to je enako nič. In zato da rešimo enačbo, napišemo vse ali samo s sinusom ali samo s kosinusom. Ker tukaj imamo kosinus na prvo potenco, bomo zamenjali sinus na drugo. Torej, ta izraz ga bomo spremenili. Namesto sinus na drugo od x damo 1 minus kosinus na drugo x. Tukaj pomnožimo in preuredimo in seštejemo in dobimo, da ta naš začetni izraz je enakovreden izrazu 2 kosinus na drugo x plus kosinus x minus 1. In sedaj torej pogledamo, kdaj je ta izraz enak nič. Uvedemo novo neznanko t, ki je kosinus x, in torej dobimo tukaj polinom 2t na drugo plus t minus 1 enako nič. Sedaj rešimo, dobimo rešitve te enačbe, te polinomske enačbe z uporabo formule za enačbe druge stopnje. In dobimo dve vrednosti za t, minus 1 in 1 polovica. Ker t je bil, kosinus x je bil t, torej moramo rešiti kosinus x je minus 1 in kosinus x je 1 polovica. Torej, lahko tudi narišemo enotsko krožnico, zato da si pomagamo vsekakor in spomnimo se, da kosinus x je koordinata x točke na enotski krožnici. In torej, kdaj je kosinus x enak minus 1? To smo tukaj, ko x je 180 stopinj oziroma pi radijanov. Druga osnovna vrednost je minus 180 stopinj ali minus pi radijanov, ampak če pomislimo, izmeraj isti kot, torej treba napisati dvakrat. Tukaj, kdaj je kosinus x enak eni polovici? Vsekakor, ena polovica je naznana vrednost za kosinus. Jo dobimo za 60 stopinj. Ampak kot vidimo tukaj iz risbe tudi za minus 60 stopinj. Torej x je plus ali minus 60 stopinj, torej plus ali minus pi tretjin. Sedaj te rešitve lahko napišemo tudi s tem, da dodamo periodo. X je pi plus k krat 2pi, kjer k pripada celim številom. Ja, z, torej cel števila. In imamo tudi te rešitve. X je enako plus minus pi tretjin plus k krat 2pi, k pripada z. Te so rešitve enačbe. Zdaj gremo na rešitev neenačbe. Torej, upoštevamo spet ta polinom 2t na drugo plus t minus 1. Če ta polinom zračunamo v vrednosti kosinus x, v bistvu imamo naš začetni izraz. Ja, sedaj, ta polinom je predstavljeno parabolo obrnjeno navzgor, ker koeficient od t na drugo je 2, ki je pozitiven, in seče os x v minus 1 polovica, smo dobili. Prav, in sedaj mi se vprašamo, za katere vrednosti t ta polinom je pozitiven, kdaj je negativen, kdaj zavzame pozitivne vrednosti in kdaj negativne. Torej, ta polinom 2t na drugo plus t minus 1 je večji od nič. Kdaj vidimo tukaj na risbi, ko smo tukaj ali pa ko smo tukaj, ko t je manjši od minus 1 ali ko t je večji od 1 polovice. In ta polinom zavzame negativne vrednosti, ko smo tukaj vmes, ko t je med minus 1 in 1 polovico. Zdaj torej narišemo enotsko krožnico in pomislimo, torej ta t predstavlja kosinus x, torej koordinato x točke na enotski krožnici. Naš izraz, tisti začetni v bistvu, je pozitiven, ko kosinus, ker t je kosinus, ko kosinus je manjši od minus 1, ampak to nam ne da rešitve, ker kosinus je vrednost med minus 1 in 1, torej to nam ne da rešitve. Gledamo to, ko kosinus je večji od 1 polovice, tukaj 1 polovica, kosinus je večji od 1 polovice, kdaj? Za te kote, ki so med minus pi tretjin in pi tretjin. Poglejmo tudi, kdaj je negativen, ko kosinus je med minus 1 in 1 polovico. Torej, ko smo tukaj, torej za te kote. Torej, tisto smo iskali, da večji ali enako nič, to se zgodi,
ko x je med minus pi tretjin in pi tretjin. Opazimo eno stvar, če tukaj na začetku bi vprašali, da kdaj je ta izraz manjši od nič ali pa manjši enak nič, zdaj to ni važno, bi bilo čudno napisati, da x je med pi tretjin in minus pi tretjin, ker minus pi tretjin je manjša vrednost. Če bi mogli rešiti, da kdaj je manjši od nič, bi tukaj to pretvorili tako, s tem, da bi mu dodali periodo 2pi, torej minus pi tretjin plus 2pi, minus 1/3 plus 6/3, 5/3 pi. Če tukaj bi se vprašalo, kdaj je manjši od nič, bi napisali, ko x je med pi tretjin in 5/3 pi. Vsekakor, zdaj imamo to, dodamo še periodo, torej x je med minus pi tretjin plus k krat 2pi in med pi tretjin plus k krat 2pi, kjer k pripada z celim številom. Tako smo rešili enačbo, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala!